Lep in prijazn dan želim iz Izole, natančneje s področja, kjer vidite staro mestno jedro, lokalno marino, in če se premaknemo nekoliko desno, boste tukaj zagledali številne avtomobile. Rekli boste, kaj nam želite povedati? Želim vam povedati, da so ti avtomobili parkirani v morju. Formalno pravno gledano v morju. Namreč to področje, kjer vidite parkirana vozila, ni parkirni prostor, ampak je to nasuto področje obale, ki so jo nasuli takrat, ko so tamle v daljavi gradili pohodno sprehajalno cesto oziroma pot, imenovano Sončno nabrežje. In ves material navozili sem. In na to so si vrli občinarji omislili, da bodo tukajšnjim ljudem zaračunavali parkirnino z tako imenovanim oddajanjem tega prostora kot parkirišče. Vendar, ko smo jih preverjali na direkciji za vode, so nam odgovorili, da tukaj parkirišča ni in da je to enostavno morje. Torej, tukaj ne bi smelo biti avtomobilov. No, mi smo pogledali še eno stvar. V kartah, ki jih imajo za imenovanje in definiranje parkirišč v Izoli, namreč ne boste našli tega parkirišča kot parkirišča, ampak le kot prostor, ki je dorisan v njihov parkirišča. In zanimivo, vrli občinarji tukajšnjim prebivalcem in seveda tudi turistom zaračunavajo parkiranje, če nimajo uradnega listka, ki si ga pridobijo na uradnem parkirišču tamle pri Lonki, in zaračunajo kazen in prestrašeni turisti, pa tudi domačini, mirno poravnajo kazen, ki jim je izrečena. In zanimivo, da boste verjeli, na kazni nikoli ne piše, da gre za to parkirišče, ampak kot da ste parkirali na vzporedni ulici, ki je tik ob tem nasipu. Vidite, tako je pri nas, ko imamo neke predpise, ko imamo neka pravila, ko si nekdo izmisli svoja pravila in seveda, ko vas obere na nepredpisan način, pri čemer zato nima uradnih verificiranih dokumentov. Ampak dokler se vi ne pritožite, lahko mirno parkirate, če vas ulovijo, plačate kazen in tako je pač v mestu, kjer iz nasipa naredijo parkirišče, ki ga tako imenujejo, in vas seveda kaznujejo, če na tem nelegalnem področju pustite svojega jeklenega konjička. Pravilno bi bilo, da to avtomobilov sploh ne bi bilo in da bi bilo to področje koliko toliko urejeno in seveda uradno opredeljeno kot del obale tega dela zaliva Izole in seveda to je tudi vse. Torej, če vam zaračunajo kazen, zdaj veste, če boste plačali, to vaša pravica, če ne boste, se lahko pritožite, vendar morate vedeti, živite v državi, kjer pritožba ne zadrži izvršitve. V Ljubljani sedeči direktorji direktorata za vode to mirno spregledajo in jih tudi ne briga,
ker reče, to ni naše področje, da rečemo javnosti, da to ni parkirišče, ampak je to morje. No, vidite, torej, namesto plovil v Izolani parkirajo svoje avtomobile in njihovi turisti ravno tako. Lepo se imejte in uživajte v Izoli, ki je nekaj posebnega. Se pravijo, da sem prihajajo ljudje, ki so željni butičnega turizma. Res?